V primeru, da hišo gradite sami ali pa delate, ne vem, z izvajalcem do tretje gradbene faze, potem naprej sami z lastnimi podizvajalci delate, morate biti kar izkušeni pa spretni, da dejansko pridete čez z budžetom, ki ste si ga mogoče s pridobivanjem ponudb pri izvajalcih tudi potem zastavili. Zato, ker izvajalci, morate vedeti, ne poznajo, na kjer objekt sploh grejo delati v štartu, ne poznajo, kakšne so specifike, ne poznajo tudi podizvajalcev, ki so na vrsti bili pred njimi. In zato se velikokrat lahko pojavijo dodatna dela, ki niso bila predvidena in jih pač more eden narediti, a ne. Recimo, da je, če dam čist primer, ne vem, pri kaminu, vi delate zidan kamin, en izvajalec vam je naredil zadaj betonski zid, drugi izvajalec vam je iz Siporeksa noter pozidal kaminski vložek, pa pač naredil stene, tretji izvajalec vam polaga kamen in kar naenkrat ugotovite, da nek striže za pol centimetra, nek za 1 centimeter in zato, ker je treba te nivoje uskladiti, je treba še čez dati neko poravnalno maso, te stvari niso bile v štartu v ceni, tisti, ki polaga kamen, ima zaradi tega 50% več dela in kaj ste naredili? Dobili ste na obračunu pri vsakem nadaljnjem podizvajalcu dodatna dela, ki jih niste nikjer upoštevali in to je posledica tega, ker izvajalci med sabo niso bili usklajeni ali pa so pač naredili v slabši kakovosti. In so naslednji izvajalci zaradi tega pač mogli improvizirati. To so stvari, ki vas ne bodo doletele, če naročite hišo na ključ. Ker je za vse te postopke odgovoren izvajalec. V tem primeru smo za te stvari odgovorni mi. Ker naš namen je, naša odgovornost je, da hišo postavimo na lokacijo, da ima ta rešene vse detajle, da v celoti in brezhibno funkcionira. In če pride vmes do kakšnih nesoglasij, do kakšnih usklajevanj, je pač na nas interno, da te stvari rešimo, pa zrihtamo tako, da je na koncu izdelek uporaben. Ne moramo vam pa zaradi, po domač povedano, naše šlamparije dodatno obračunati del. To pač ne moramo narediti, ker smo vam prodali hišo na ključ in trudimo se, da jo sprojektiramo v celoti, da ko je načrt narejen, da je res narejen 100%, da so vse stvari potem predvidene, pa tudi izvedljive, tako kot smo si jih zamislili.